Praznik idrijskih žlikrofov se letos odvija že 13. Je pač posvečen idrijskim žlikrofom, tradicionalni jedi, mi pa na dogodku pokažemo, da lahko to tradicionalno jed postrežemo na res različne načine. Letos kar na 25 različnih načinov, od tistih bolj tradicionalnih do res izven serijskih, bi rekel, out of the box postrežb. Žlikrofe kombiniramo seveda z pivi, z vini, z drugimi brezalkoholnimi napitki. Vsako leto pa povabimo tudi bratrance, mi rečemo, torej bratrance idrijskih žlikrofov. To so recimo štrukli, kobariški štrukli, profarski štrukli in vse to zapakiramo eno tako, mislim, da zelo dobro vzdušje, atmosfero in ljudje se tukaj zelo radi zadržijo. Imamo program za otroke, rokodelski program, torej, kjer se ljudje lahko preizkusijo v rokodelskih veščinah, seveda pa tudi sami izdelajo idrijske žlikrofe in jih na koncu tudi skuhajo in pojejo. Letos pa tukaj predstavljam v bistvu z nekako piščančjo bakelco, oziroma inspirirala sem se na bakelco tradicionalno, ker sem jo tudi pripravljala v Masterchefu in se mi zdi, da pač je res pomembno, da to tradicijo vzdržujemo in da pač predstavimo ljudem te tradicionalne slovenske jedi, ki so zelo dobre. Rekel sem, da žlikrofov še nisem pripravljal, ampak danes sem jih tukaj za nami je delavnica, kjer jih lahko pripravljamo, tako da sem probal in je res nora izkušnja. Bom pa sigurno idrijske žlikrofe tudi vključil v svojo ponudbo, ker je res ena taka neverjetna jed. Lahko se pa kombinira praktično z vsem. Lahko so sladki, pa v omakah se lahko poigraš, tako da je res super živilo.